Šolske ekipe s po 3 dijaki so se v živo pomerile na odru Kulturnega doma Krško in s svojim znanjem navdušile navijače. Po napetih uvodnih tekmovalnih krogih je v finalu zmago slavila ekipa elektrotehnikov Srednje poklicne in strokovne šole Krško iz šolskega centra Krško Sevnica. Drugo mesto so zasedli dijaki Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in Gimnazija Ljubljana, tretje mesto pa dijaki Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra Maribor. Rekordno število ekip je prijavljeno, 24 ekip, kar smo zelo ponosni. In po nekaj izobraževanj, ko smo imeli v prostorih Gen energije skupaj z Nuklearno elektrarno Krško, smo dobili odzive, da so dijaki tako kot mentori izredno zadovoljni. Letos je še posebnost, da smo razširili teme tekmovanja, tudi literaturo, in smo dali dijakom tako kot mentorjem v bistvu izziv, da tudi nadogradijo sodobno znanje, kajti energetiki praktično se znanja trenutno spreminjajo. In zelo smo veseli z odzivom. Tekmovanje iz znanja energetike organizira skupina Gen z družbama Gen energija in Nuklearna elektrarna Krško. Organizatorji tako s projektom spodbujajo tudi zanimanje za tehniko in naravoslovje, s čimer želijo mlade dodatno motivirati za izbiro poklicne poti na teh področjih. Prav gotovo je že efekt tega 8. tekmovanja v srednjih šolah čedalje večje zanimanje tako za področje naravoslovja, tehnike, kot seveda predvsem energetike, ki je osnova pravzaprav našega delovanja naprej, našega življenja, in seveda smo veseli, da se v takem številu 24 ekip prijavilo na tekmovanje iz cele Slovenije in s tem pravzaprav pridobivamo mlade za naravoslovne vede, predvsem pa za našo bodočnost. In v bistvu sodeč po rezultatih je znanje nadpovprečno, res. Tako da se izgleda, da so ekipe res kaže zelo dobro pripravljene. Kviz pomembno prispeva k povezovanju znanja, idej in izkušenj ter dijake spodbuja k poglobljenemu proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih energetskih pojmih, podnebnih spremembah in radioaktivnosti. In na kakšen način organizatorji še spodbujajo mlade za usmeritev v naravoslovno-tehnične poklice. Najprej z zaposlovanjem ljudi, ki imajo to znanje, s tem dajemo spodbude, da je v tem perspektiva, da je to zanimivo delo, tehnologija, da je seveda v tem bodočnost, in s tem dajemo mladim prostor za to, da se grejo v te študije naravoslovja. In nenazadnje tudi trg dela kaže na to, da potrebuje ne le Slovenija, ampak tudi cela Evropa čedalje več tehničnih znanj, da smo na tem področju v zadnjih desetletjih izgubili. In seveda se že dogaja, da seveda se mladi tudi iz gimnazij in drugih šol odločajo za študij tehnike, in verjamem, da je to tudi bodočnost za slovensko gospodarstvo. Doslej so se na kvizu Mladi genialci 4-krat pomerili učenci 8. in 9. razredov posavskih osnovnih šol, letos pa so 4. tekmovali dijaki slovenskih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij. Prihodnje leto tako znova sledi regijsko tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem.